bi za konec za vse tiste, ki še vedno verjamete, da se bo del politike vzdržal podreditvi medijev pa vseh drugih sistemov, ki mu koristijo, da ostane na oblasti, če bo imel priložnost za to, povem eno basen. Dejstvo je, da se ne bo vzdržal. Dejstvo je, da bo zagrabil vse to. Zakaj basen? Zato, ker je tudi spoštovani predsednik vlade v svojem zapisu Mediji, vojne in mediji, tako bi naslov, uporabil basen o žabi. Jaz bom uporabil basen o škorpijonu in žabi. Škorpijon je bil ujet na kosu debla, sredi reke, jezera, kakorkoli vzamete, in bil je v nezavidljivem položaju. Mimo pride žaba, priplava in škorpijon jo prosi, če ga lahko pripelje, prenese na breg. Seveda žaba razmišlja in reče, ne vem, ne zaupam ti, me boš pičil in bova oba dva utonila. In škorpijon z nasmehom, z nekomernostjo žabi razloži, da ne, to se ne bo zgodilo. Če te pičim, bo oba dva utonila. In da bova sodelovala, večno ti bom hvaležen, ščitil te bom, skrbel za tebe, če bo treba. Samo pripelji me na drugo stran obale oziroma na breg. In seveda žaba, kot žaba, je godilo. Škorpijon bo moj zaveznik. Škorpijon me bo ščitil. Škorpijon bo poskrbel za mene in mu odgovori, seveda, pripeljala te bom na drugi breg. In tako, ko se žaba matra, nosi to težo škorpijona in plava, prideta do brega in škorpijon žabo piči. In žaba, vsa presenečena, šokirana, pa zakaj si me pičil, zdaj bom umrla? In škorpijon ji reče, ja, to je pač v moji naravi. In zato si ne domišljajte, da se bo narava nekoga spremenila in da bo spoštoval RTV Slovenija, ga ne podredil in si ne podredil tudi vseh drugih institucij. In še nekaj, ko ena žaba umre, na žalost vedno pride tudi druga. Hvala lepa.